povedano, danes je vlada potrdila dopolnitev letnega programa športa v Sloveniji, potrdil ga je tudi že strokovni svet in tudi izvršni odbor Olimpijskega komiteja. Komu namenjamo dodatna sredstva, predvsem za priprave in nastope državnih reprezentanc otrok in mladih, tudi članskih reprezentanc. V ta del gre tudi večina dodatnih 2 milijonov, in sicer 64% v prvi sklop in približno nekaj več kot 30% v drugi sklop, pa tudi še dopolnila za priprave na olimpijske igre. Veste, da bodo kaj kmalu praktično to leto, v katerem smo že leto resničnih priprav, torej intenzivnih priprav, zato je prav, da tudi stopimo v pomoč športnikom. Bi pa ob tem povedala, da celotni proračun letos tako znaša 18 milijonov 309 tisoč 84 evrov, od tega je 5 milijonov 600 evrov iz evropskih virov, kjer pa veste, da močno podpiramo vsebinsko in programsko, predvsem naslednja področja, spet tako področje otrok in mladih, kot je zdrav življenjski slog, vanje vključenih preko 187 posameznikov, strokovnjakov, kineziologov, ki se ukvarjajo z zdravim življenjskim slogom na osnovnih šolah in šolah sicer, in sicer z 2 dodatnima urama športne vzgoje. V letu 2017 temu namenjamo nekaj več kot 3 milijone evrov. Prav tako podpiramo nadaljnji razvoj kadrov v športu. 47 strokovnjakom bomo omogočili, da se vključujejo bodisi v trenersko nadaljno kariero, bodisi da so to vrhunski športniki, ki želijo ohranjati dvojno kariero ali vzpostavljati, bodisi da gre to za strokovnjake, ki seveda so podlaga tudi razvoju dobrih športnih programov. Prav tako bomo iz evropskih virov prvič spodbudili razvoj v poklicnih srednjih šolah in univerzitetnem delu, tako da bomo kar nekaj strokovnjakov umestili v programe, s katerimi želimo spodbuditi predvsem ozaveščanje zdravega življenjskega sloga tudi na tem nivoju. Veste, da je športni karton kot ena temeljnih analiz, ki jih imamo v Sloveniji, ena redkih držav smo, ki to kontinuirano počnemo, ugotovili, da je prav ta srednješolski in univerzitetni del potreben spodbude tudi v športnem gibalnem duhu in seveda tudi pridobivanju s tem zdravih navad in ohranjanja vrednot športa. Kar se tiče strokovnih delavcev v športu, do konca leta 2018, tudi s pomočjo podlag zakona, ki je pred nami, bomo brezplačno usposobili več kot 3000 delavcev ali usposobili, gre za dopolnilna usposabljanja tudi, saj se razvija vrsta novih znanj in vedenj na področju športa. Zakaj poudarjam tudi ta del, ki ga podpiramo kontinuirano skozi različne projekte? Zato, ker se predvsem usmerjajo v strokovne podlage razvoja športa, mlade in otroke, in to je tudi tista baza, ki jo bomo skušali spodbujati v naših aktivnostih naprej. Res pa je, da je pred nami tudi še pomembna obravnava zakona o športu, kar smo že najavili. Tukaj bi predvsem izpostavila področje javnega interesa, ki ga seveda zasledujemo v zakonu, podlag za dobre aktivnosti v tako imenovani civilni sferi športa in seveda dobro sodelovanje in sobivanje tekmovalnega športa s športom za vse in seveda področja športa, ki ima vzgojno-izobraževalni namen, in to so tudi 3 stebri, ki jih povezano in predvsem tudi z današnjimi podlagami spodbujamo naprej k vse boljšim rezultatom, ne le v tekmovalnem športu, ampak seveda tudi v športu za vse, torej za vsakega od nas. V tem trenutku, kar se tiče predlogov kakršnihkoli davčnih spodbud, olajšav, oprostitev, so predlogi bili posredovani tudi na Ministrstvo za finance, verjetno to sprašujete v luči zakona o športu. Tako da bomo seveda v tistem delu, ki je že usklajen, veste, da določen del je že razbremenjen tega, skušali še dopolniti tudi v primeru drugih nagrad, kategorizacije različnih nagrad, in tukaj smo v dialogu z Ministrstvom za finance. Kdaj bo to znano? Pogovori potekajo, dejstvo je, da si seveda vsi želimo razbremenitev prav za namenom že vidnih in znanih rezultatov, ki jih seveda športniki dosegajo, so pa seveda včasih postopki in dialogi malce daljši, argumenti pa mislim, da so pravi.